Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Pred dnevi se je sklepno prireditvijo v City teatru v Ljubljani sklenila 13. sezona programa Varno na kolesa, ki je letos povezala več kot 11.000 osnovnošolcev iz vse Slovenije. Posebno priznanje organizatorjev je letos dobil učitelj Marko Fink, ki ga prav lepo pozdravljam v naši oddaji. Dobrodošli. Dobro. V sporočilu za javnost so organizatorji zapisali, da ste iz rok veleposlanika Kraljevine Nizozemske prejeli tudi v dar oranžno kolo oranžne barve. Povejte nam, s čim ste si zaslužili to pozornost? Hvala za te informacije. Torej, kot prvo moram povedati, to zame presenečenje. Res je, da že dolgo delam na tem področju, sploh kolesarjenja, in v občini, in predvsem pa na šoli. In med projekti, ki smo jih začeli izvajati že pred 13 leti, je bil tudi ta projekt Varno na kolesu. Na naši šoli, kot veste, delamo tudi kolesarske izpite za 5. razred in se nam je zdelo primerno ta vsebina, ki so jo ponujali pri tem projektu, da jo vključimo skupaj z izobraževanjem po učnem načrtu, ki ga izvajamo na šoli za kolesarski izpit. In res se je pokazalo v 13 letih, da je zadeva postala zelo široka, zelo koristna, ker otroci niso samo se učili predpise pa spretnosti na kolesu, ampak so se učili tudi vse, kar je povezano s prometom. Tako zelo jih je to začelo zanimati, da so se vključili tudi včasih starši, če ne drugače pa s pomočjo, ko je bilo treba izdelati kakšen praktični izdelek, recimo naredili so čelade iz stiropora, naredili so kolesa iz žice, iz lesa in tako naprej, zelo domiselno. Napisali so tudi pesmice, ki smo jih potem poslali. Vse to so bili naloge pri tem projektu Varno na kolesu. To vaše sodelovanje so opazili organizatorji projekta že pred leti. So vam podelili tudi naziv ambasador kolesarjenja. Ja. Letos ste dobili pa nagrado vi osebno in šola kot organizator. Tako je. Pred približno 5 leti so opazili, da kot šola delujemo tudi spodbudno ne samo za našo šolo, ampak tudi za okolico. Vabili smo tudi osnovno šolo Idrija in vse šole v naši okolici. In ko smo imeli varno oziroma temo promet, smo prišli kot šola z nazivom ambasador kolesarjenja in smo celo podelili učencem iz drugih šol tudi nekaj drobnih nagrad, da jih spodbudimo, da se tudi priključijo. Zanimivo je to, da se temu kolesarjenju, šolskemu kolesarjenju posvečate v Spodnji Idriji, kjer, kot vemo, ni prav posebej dobrih pogojev za varno kolesarjenje, naprimer od doma do šole. Res je, to so opazili tudi organizatorji, ker kar nekaj let smo bili edini izvajalci tega programa v našem okolju. Verjetno prav zaradi tega, ker so bili pogoji za kolesarjenje, predvsem za otroke, slabi, pa predvsem zaradi tega, ker živimo v takem okolju. Ceste so ovinkaste, strme, na eni strani je Idrica oziroma so reke, na drugem takoj strmi hribi in je treba biti kar previden, ko se tukaj kolesari. Tako da mi smo kljub temu predvsem skrbeli za to, da bi se uredile razmere vsaj v centru Spodnje Idrije in predvsem v okolici šole. Potem smo šli pa, ko so se te stvari začele urejati, smo šli pa še šire, ker namreč ena od nalog v projektu je tudi ta, da gremo z otroci na sprehod z načrtom Spodnje Idrije po mestu in da otroci ugotovijo, tukaj je nevarno, ali pa celo sami povejo, ki se počutijo ogroženi. In pa smo te rezultate potem v eni obliki predstavili tudi na občini, kjer so nas vedno hvaležno sprejeli, predstavili preko PowerPointa in tudi otroci so sami z županom govorili in razlagali to bi bilo fajn, da se uredi. In res s časoma so se te stvari začele močno izboljševati. Je to povezano tudi z vsakoletnim projektom, popisom šolskih poti, ki jih ne imenujete več varne poti, ampak šolske poti. Ja. To naredite pred začetkom šolskega leta. Ja, pred začetkom šolskega leta pregledamo, kakšno je stanje, kje se stvari izboljšale. Vsako leto naredimo poročilo, ki je opremljeno z zemljevidi, slikami, tudi zaradi boljše preglednosti naredimo tako, da
objavimo prejšnjo sliko, pa potem sliko z izboljšavami. In s temi projekti potem seznanimo vodstvo šole, ki nas potem tudi z njihovo pomočjo obveščajo, če je potrebna tudi DARS, ki skrbi za glavno cesto, državno cesto, in občinske organe, ki skrbijo za lokalne ceste. Ta državna cesta Keltika ima kar nekaj kolesarskih pasti, če tako rečeva. Tudi sedaj, ko je zgrajena nova kolesarska steza pot, se ta precej nespretno križa s Keltikom, kjer morajo vozniki kolesa prečkati glavno cesto na dokaj nepreglednem delu. Ja, to je res. Zanimivo je, da v načrtu ni bilo predvideno sploh prometna signalizacija, ki bi opozarjala in na pešce, in na kolesarje. Na srečo se je to zdaj spremenilo. Načrti se, kolikor smo videli, delajo na tem, da bodo to bolj pregledno naredili, tudi osvetlitev je zdaj tako, kot mora biti. Tako da mogoče so kakšne napake včasih, zanimivo pa je, da je res treba stalno to spremljati in potem predlagati izboljšave. Zato je tudi ravnateljica vaše šole stalno aktivna. Poglejmo, kaj je povedala za našo kamero pred dnevi. Ja, v bistvu na naši šoli ogromno energije posvečamo tematiki prometa, predvsem še tistemu delu, ki se posveča trajnostnemu razvoju, se pravi. In na tem področju mi kot šola delujemo res vsestransko, sodelujemo v številnih raznolikih projektih, dejavnostih, ki jih vključujemo v vsakdanji pouk, v interesne dejavnosti in tako naprej, tako da res želimo otrokom privzgojiti ta čut do varstva narave in do trajnostnega razvoja. Prav zato smo se odločili že leta nazaj za ta projekt Varno na kolesu. Med drugim pa seveda kot UNESCO-va šola se res posvečamo tej tematiki. Tudi kot prednostno nalogo imamo prav razvoj teh vrednot, zato se tudi vključujemo še v druge projekte, kot je recimo Erasmus+. Ravno nedavno smo se vrnili iz Dunaja, kjer smo se na to temo udeležili oziroma obiskali različne šole, kjer smo se želeli na tem področju še dodatno okrepiti. Tako da je pa lepo, kadar nek učitelj ali pa kot šola, ki že več kot 10 let sodeluje v tem projektu in dobi priznanje, res lepo, da vidimo, da smo tudi v širši javnosti opaženi, da dobro delamo. To 14-letno delo se torej obrestuje v navednicah. Bili ste opaženi, nagrajeni. Idrija in Spodnja Idrija sta pravzaprav na nek način postajata somestje. Tudi s to novo povezavo se, bi rekel, ta skrb za varno kolesarjenje, kaj deli tudi na bližnje sosede. Ja, absolutno. Mi smo prav veseli, da je tudi občina že pred 7 leti pristopila k projektu, s katerim so poskušali ugotoviti, kako razviti, kako omogočiti čim bolj trajnostni razvoj, čim bolj zeleno gibanje med kraji. In na ta način smo prišli do projekta, s katerim smo pridobili kolesarsko stezo, ki je zdaj narejena od Spodnje Idrije. Upamo, da se bo še res resnično čim prej rešila še tisti zadnji del skozi Spodnjo Idrijo. In prav vesel sem, ker se vsak dan peljem v službo s kolesom, ko vidim, koliko ljudi je zdaj na teh kolesarskih poteh, pa ne samo kolesari, ampak tudi pešci. Potem navdušen sem, ker sem zadnjič videl recimo dom upokojencev, vozički so se sprehajali proti Marofu, tako da ta uradno kolesarska pot je namenjena vsem in je tudi dovoljena. Jo lahko vsi uporabljajo. Tako je, to pot lahko uporabljajo vsi, je pa res, da je to taka pot, kjer je zelo pogosto, da so tudi pešci, pa otroci in bi tukaj bila potrebna neka večja pozornost ljudi, pravzaprav strpnost. Recimo kolesarji bi res prepričal, da naj ne vozijo prehitro, da naj upoštevajo, da so tam tudi pešci, starejši ljudje, ki hodijo na sprehod, na varen sprehod, tudi celo v senci, kadar je poletna vročina, in da
tudi pešci se zavedajo, da so tukaj kolesarji, tako da je neko sožitje med njimi, strpnost pa sožitje med njimi. Pojavljajo se tudi električni skiroji, ki pa so pogosto uporabljeni na zelo tako hiter način. Ja, to je res. Električni skiroji so problem tudi v večjih mestih, tudi zakonodaja se spreminja na tem področju. Sam osebno imam skiro, vendar še vedno prisegam na tistega starega poganjavčka, ker je lahak, pa ga lahko vedno dam v avto in tako iz njega in praktično pridemo kamorkoli. K trajnostnemu načinu življenja pomaga tudi najbrž mestni avtobus, ki vozi krožno progo tudi skozi spodnjo Idrijo. Je to prava pot? Ja, mislim, da je to prava pot. V zimskem času, ko se pač ne da kolesariti, je to čudovit način transporta. Razumem občane, da se vprašajo, kako naj jaz, ko sem doma gor 9. korpusa, se pravi nekje visoko, kako naj jaz pridem do avtobusa, s kolesom se ne da. Včasih bi rekel, če ni predaleč, da se kljub vsemu sprehodi do mesta, pa se potem pelje. Že tisti trenutek, ko čakaš na avtobus, se ti življenje za trenutek malo ustavi in se malo sprostiš. Mesto in okolico že nekaj let povezuje projekt Bicikel. Sedaj ima ta najbližjo postajo v Spodnji Idriji na Marofu. Slišim, da bo dobil postajo tudi v Spodnji Idriji. Kje? Ja, res je. Pred časom je šolo obiskal župan in s predstavniki tudi ustreznih organov na občini in se sestal z ravnateljico in so poskušali določiti in so določili tudi prostor, kjer bodo postavili postajališče. To je na idealnem mestu zraven šole. Tako da upamo, da se bo to čim prej zgodilo. Željo, da bi bilo to postajališče še malo širše, da bi lahko tam kolesa puščali pod streho, zaščitena pod streho, tudi tisti, ki pridejo s svojimi kolesi. Kako si delijo odgovornosti za varno pojavljanje v prometu? Udeleženci, šolarji, učitelji, šola, starši, strici, tete. Kdo je pravzaprav odgovoren? Odgovorni so vsi. Najbolj seveda odrasli, predvsem kako naučijo otroke. Recimo, ena odgovornost se kaže že v tem, kar smo tudi dosegli na naši šoli, ker šola ni čisto ob avtobusni postaji, smo prepričali starše, da puščajo svoje otroke na avtobusnem postajališču in da tisti delček poti prehodijo peš, ne pa da jih stavljajo dobesedno pred vrata. Razumemo, za prvošolčke je to pač razumljivo. Velikokrat pa tudi prvošolčki grejo s svojimi starejšimi brati in sestrami, kar za avtobusne postaje peš lepo do šole. Poglejmo, kaj o tem problemu meni vaša ravnateljica. Seveda, mi kot šola res veliko skrb posvečamo varnim šolskim potem. Te poti so varne, kolikor so pač lahko. Iščemo pač najboljše možne variante, ki so v okolici, se pravi, po katerih naši učenci dostopajo v šolo. In če opazimo na šoli, da te stvari morda ne funkcionirajo tako, kot je potrebno, potem kot šola seveda opozorimo občino, da je potrebno na tem področju kaj narediti. In mislim, da pravzaprav zelo dobro sodelujemo z občino Idrija. Dobro sodelovanje je bilo najbrž tudi v času, ko se je načrtovala prenova celotnega območja, gradnja novega vrtca in novih prometnih poti, parkirišč. Povejte nam kaj več o tem. Ja, ko se je načrtovala kolesarska pot oziroma šolske poti po novem, ko bo tudi vrtec zraven, smo mi deležni različnih zemljevidov, načrtov in tako naprej. Tudi takih, ki nam niso zdeli primerni, recimo načrtovali so ogromno parkirišč in to parkirišče tik ob športnem igrišču. Na račun tega bi morali podreti tudi zelene površine, ki so tam zelo lepo urejene in jih otroci koristijo, posebno v poletnih vročinah. In smo tudi o tem obvestili, poslali naše predloge na občino in moram reči, in sem res vesel, da so potem to sprejeli in so te zelene površine ohranili. Tako da smo zelo veseli, da so to upoštevali. Želeli bi se mogoče samo še malo večji poudarek prav na poteh za kolesarje, ker zdaj frekvenca kolesarjev bo vedno večja, tudi poti, ki jih vodijo recimo iz Kanomlje
ki je še kar problematična, še vedno glede varnosti, da bodo tudi tam tako varni, da bodo lahko tudi od tam hodili s kolesi v šolo. In bi bilo potrebno zaradi tega mogoče malo še bolj dodatno označiti kolesarske poti, predvsem pa kakšno ulico, ki je prepovedan promet za avtomobile, da bi tam napisali, da kolesarji pa lahko grejo. Že vrsto let ste tudi član sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, to je občinski organ. Ste tam uspešni pri svojih predlogih? Delno uspešni. Zelo dobro je, da predstavnik šole sodeluje v tem organu. To je že mislim, da je zdaj že 6 let, kar sem član. Ugotovil tudi ravnatelj, ki me takrat predlagal. Potem kasneje za nadaljevanje bi se zahvalil tudi gospodu Šinkovcu, da je ta članstvo bilo podaljšano. Zelo se trudimo, pravi ljudje so v tem svetu. Včasih je sam problem komunikacija, kako naše predloge spraviti, tako rečemo, do pravega naslova, da se potem to čim hitreje realizira. Marsikakšen predlog sploh ne zahteva veliko denarnih sredstev, zahteva pa načrte in mogoče bi ta del še bilo treba malo pospešiti, da bi bili še bolj uspešni. Te ceste in pločnike je treba najbrž primerno urediti. To je najbrž lažje, kot spremeniti kulturo vožnje, kulturo pri voznikih, ki pa je sila problematična. Ja, to spoznavam zdaj, ko je kolesarska pot, ker pa sem doma na Prenuti, grem velikrat s kolesom še do Marofa po starem delu, se pravi po glavni cesti. In vedno bolj opažam, da je promet res ogromno vozil se vozi, težka vozila, s prikolico, veliko kombijev, obe smeri. In če ne bi bilo kolesarske poti, vam povem, da ne bi upal več peljati. Razmerje so se tako spremenile. Tako da bi tukaj res prosil, predlagal voznikom, da se za trenutek postavijo v našo vlogo ali pa celo preizkusijo, kako to izgleda, pa se sami zapeljajo, ko pelješ po robu vozišča in mimo tebe švigne avto 10 cm stran od tebe. Ko nasproti prihajajo vozila, sploh ne pomišljajo, da bi počakali, da greš lahko naprej. V glavnem, želel bi si malo strpnosti in pa opozoril bi na eno pravilo 1,5 metra. Ta pravila se spomnite moče še iz obdobja korone, da tako, kot smo se takrat držali narazen, bi bilo priporočeno, in to so zdaj nove smernice v prometu, da vsako vozilo, ki prihiteva kolesarja, je od njegove leve roke, na kateri drži belanco, vsaj 1,5 metra. In če zdaj malo pomerimo te metre pa širino ceste, bi hitro ugotovili, da od Idrije do Spodnje Idrije se sploh ne bi smelo prihitevati kolesarje. Še posebej pa, če gre nasproti kakšno vozilo. Tako da bi tukaj res apeliral na to, da bi bilo malo več strpnosti. Tudi policija ugotavlja, da je vse manj strpnih voznikov, posebej do ranljivih skupin v prometu, in to so pa pešci, starejši, kolesarji, skirojarji in podobno. Ja, to je res. Tudi tempo življenja je rado tak. Zato vabim vse voznike zdaj, ki hodijo z avti, tudi recimo na delovne organizacije smo tudi nosili plakate in tudi tale akcijo smo oznanjali, bi rekel, oglaševali prav s tem, da so otroci zatikali listke 1,5 metra stran od kolesarja. Tako da naj poskusijo, zdaj resnično vabim, želim si, da bi občina tudi uradno odprla to kolesarsko pot, da bi naredila še malo več propagande, da bi čim večji krog ljudi preizkusil in ugotovil, da je res fajn stvar. Rad bi povedal še to, da ta kolesarska pot je res enkratna, ker je narejena nad Idrico, in ko se peljete proti Spodnji Idriji ali v drugi smeri, to je čudovit razgled. Mir, šumenje Idrice, zelena, celo že zelena barva Idrice, ki je res čista, pokrajina. Človek se pravzaprav sprosti še preden pride v službo. Nov izziv prinašajo tudi električni avtomobili, ti vozijo skoraj neslišno. Za kolesarja je to kar en nov izziv, ne? Ja, posebno, kjer so nepregledni ovinki. Recimo, ta trenutek je lahko to
problem v spodnji Idriji, ker kolesarska cesta se konča prav za zavojem na vasi. In marsikateri pešec, in kolesar, ko želi prečkati to cesto, ugotovi, da se ne vidi, kako avto prihaja, in te vozila pa vozijo še kar z visoko hitrostjo, ker niso opozorjena, da je sploh kakšen problem na koncu tega zavoja. In velikokrat mi povejo, da počakajo in poslušajo, če prihaja avto. In zdaj, ko so pa še te električna kolesa ali pa kakšna vozila, ki so malo bolj potiho, se kar naenkrat pojavijo. Ne? Tako da to je zmeraj večji problem. Problem so tudi droge za volanom, alkohol za volanom. Policija ugotavlja, da je zelo veliko voznikov pod vplivom teh substanc. Ja, to je res. Rad bi še na to opozoril, da kolesarji morajo imeti nič. To so bolj strogi kot za voznike. Se pravi, ko imate kakšne načrte s kolesom ne potovati, to je pa splošna ugotovitev, da se za volanom pojavljajo raznorazni vozniki, ne samo, da so obremenjeni z delom, ampak si pomagajo s temi, kot se vi omenil, in je treba celo skrbeti, tako kot so nam rekli, zase in še za nasprotno vozilo. Moš predvideti, kaj bo on naredil. Se pravi, moš dvakrat biti previden. Po delovnem stažu sodite med učitelje z daljšim delovnim stažem. Povejte nam, kako se je šola spremenila na teh področjih v zadnjih 30-40 letih? Ogromno se je spremenilo. V te projekte za varnost so se vključili res vsi, ki so dolžni za to skrbeti. Recimo na srečanju, ki smo ga imeli na tej podelitvi, je bil predstavnik policije, predstavnik Avtomoto zveze, tako da so vsi vključeni z željo, da bi bili čim bolj varni v prometu, da bi čim več vedeli o tem in da bi preko otrok, če tako rečemo, vplivali tudi na starše, da bi bili s tem seznanjeni. Kako torej iz tega začaranega kroga varnosti, nevarnosti, varnosti, najbrž z vzgojo otrok? Tako je, tam se vse začne in po starših se otroci poznajo. Dobra vzgoja, dobri otroci. Marko Fink, jaz vam še enkrat čestitam za vse te prejete nagrade, za priznanja. Računamo, da boste tudi v prihodnje aktivni na teh področjih. Hvala za obisk v naši oddaji in za ta pogovor. Hvala tudi vam za vabilo, za pozornost. Rad bi se zahvalil tudi šoli, ki mi je vse to omogočila, ki tudi sodeluje s svojimi predlogi. Rad bi se zahvalil organizatorju, ki mi je podelil to priznanje, in predstavniku ambasade. In želim, da se vidimo na kolesarski poti. To novo kolo pa dobro služi? Ta novo kolo dobro služi, otroci so ga že preizkusili, ker je res zanimivo, pa da lahko otroci brez problema, tudi 5. razred, lahko to sedejo nanj. Samo malo nižamo sedež, dostop je pa enostavno. Lepo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.